metrov pa za Davida Jedroka. Pri prvem tekmovalcu nismo videli pravilnega ustavljanja, tokrat pravilno. Čas 1:49:26. Je malo drugačen, je menda tudi malo težji, kako ne pravijo tisti, ki vozijo volan. Avtoslalomov letos je kar nekaj, tudi v Sloveniji, no pa čez mejo seveda imajo nekaj stvari še malo bolj obiskane oziroma zastopane, ampak tudi pri nas se organizatorji trudijo, torej da omogočijo vsem tistim, ki bi se radi preizkusili tukaj med skočci, da malo zavrtijo volan in da vidijo. Prečni so, kar se tiče vozniških sposobnosti. Na progi Jan Ciperma. Še zadnje parkirišče za Jana. Številko 103. Da vidimo, ustavil se je pravilno, 1:48:89 je njegov čas. Civic za volanom Jure Smočnik, številko 105. Danes tukaj na Ivačkem jezeru tudi, kot vsako leto, nekaj tekmovalcev preko meje, tudi nekaj se jih je pripeljalo torej iz sosednje Avstrije. Radi se vračajo, menda že nekaj par letih, lahko gledamo tukaj in kar dobro jim gre. Bomo videli, kako je letos, kako so pripravljeni. Jure Smočnik v Hundi. Evo, še zadnje parkirišče. In njegov čas 1:47:71. Brezkompromisno zadnjega parkirišča Jure Smočnik, številko 105. 1:32 do tega trenutka je potreboval. Še nekaj zadnjih metrov, roza Honda se ustavlja, pravilna zaustavitev 1:44:54. Vsak podrt storžec pa pomeni še dodatno 2 sekundi pribitka, kar pomeni pri zadnjem Juretu Smočniku, njegove Hondi, to pomeni 4 sekunde. Še zadnji metri, nekaj težav, čas pa 1:51:77. Lahko že tale štela, štejete se namreč 2 najboljši vožnji pri skupni razvrstitvi na koncu. Tudi kar v nekaj kategorijah oziroma razredih in grupah danes tekmujejo in vozijo tukaj današnji udeleženci. Športni avtomobili, serijski avtomobili, juniorji, veterani, tudi dekleta bodo danes tukaj vrtela volan. In čez nekaj minut še nekaj zadnjih metrov za Blaža, čas 1:23 do tega trenutka.
Še zadnji vetri in čas 1:40:41. Svojim rumenim Cliom in rumeno čelado Barbara Ramšak. Oranžno. Na progi je številko 109 oziroma 108 Nick Berlinger, Honda Civic. Tudi malo s pomočjo ročne pri tehle zadnjih zavojih. Nick Berlinger, Honda Civic, čas se ustavlja pri 1:41:77. Ali bo to kaj pribitka? Sodniki sporočajo, da ne. Še vedno gledamo serijske avtomobile v prvem razredu. Barbara Ramšak je še na tretjem parkirišču, čas 1:50 do tega trenutka. Mogoče je Barbara imela tudi kakšno težavo na progi. Samo še nekaj metrov in čas 2:02:53. Za Barbaro brez pribitkov, tako sporočajo sodniki. Tole pa, kar vidimo, je Rover 1.4. Kje se bo stavila ura pri času 1:42:42. Še nekaj zadnjih metrov in čas 1:39:51. Brez pribitka tudi za...
Mitja Locnikar z svojo Hondo Civic počasi zaključuje. Čas pa 1:41:35. Tudi nekaj pribitka, en pa 100. In bomo videli, komu bo uspel boljši čas, mož ali žena, Barbara ali Andrej. Andreja, gledamo tale trenutek. Na progi že 43 sekund. Še zadnje parkirišče za Andreja, 1:25 do tega trenutka. In z ciljno zastavico bo tokrat pri koncu Andrejeve vožnje pomahal prav poseben gost. Evo, 1:42:06. Ustavil se je na črtah. Še 5 voznikov je ostalo v tele prvi kategoriji, to so serijski avtomobili do 1400 kubičnih centimetrov. Potem bomo gledali serijske nad 1400 in zadnji dve kategoriji, ki sledita športni avtomobili do 1400 in športni nad 1400. Številko 114 in bela Ford Fiesta za volanom Klemen Pušnik. Klemen in še naslednji trije pa prihajajo iz društva Proštin Company. Čas 2 minuti bo tole, 2:03:83. Pa še nepravilno ustavljanje. Divnih efektov že na štartu, je verjetno tudi naprej na progi. Naslednji je Rudi Vaukan, pripravljen številko 116 in še enkrat na progo prihaja Ford Fiesta 1.3. Tudi Kia Pride gre brez problema tukaj po tele progi. Jani Prošt za volanom, čas se bo ustavil verjetno pod 2 minutama. In tale Kia oblečena v rjo, ne v folijo, 1:47:09. Kia Pride, GLXi. Rudi Vaukan, še zadnje parkirišče, 1:39 do tega trenutka. Tudi tole bo pod 2 minuti, 1:55:08. Brez prekida za Rudija.
tem prvem razredu serijskih avtomobilov. Za njim je pripravljen Boštjan Ramšak, Volkswagen Polo 1.4 in še Jože Druženič, Peugeot 206 1.4. Tole je Andrej Proš, številko 117, za njim pripravljen številko 118, Boštjan Ramšak, Volkswagen Polo 1.4 in pogledamo, kje bo tule ura ustavljena za Andreja, ki zaključuje tako s prižganimi lučmi, evo 1.52.83, brez prebitka. Takole sporočajo sodnik Power Pubu, ki se mimogrede danes večer tudi odpira ob 19. uri z glasbo v živo. Tako da, ko bo še enkrat stvar tukaj nadaljevačno končana, seveda vabljeni, da še naprej ostanete in da ste tudi zraven na uradni otvoritvi Power Puba. Lahko prijete do mene, pa vama pokažem. Boštjan Ramšak, Volkswagen Polo in čas 1.50.73. Metrov Jože Druženič. Za njim se pripravlja še prvi udeleženec današnjega avtoslaloma, ki prihaja iz sosednje Avstrije, Stefan Ogris, v avtomobilu Renault Clio. Torej, še vedno gledamo in še vedno bomo nekaj časa gledali serijske avtomobile, pa vendar letile, ki sedaj prihajajo, verjetno že z malo več konjskimi močmi, glede na to, da so tudi čez 1400 cm. Jože Druženič, številko 119, pa je še vedno na progi. Do blokade pred zadnjim parkiriščem, oziroma vhodom v parkirišče, še zadnjih nekaj metrov, 1.30 do tega trenutka za Jožeta. Za njim Stefan Ogris in 1.42.54. Model 3 stožce. Gledamo torej že malo bolj športnega, pa vendar še serijskega Renault Clio za volanom. Stefan Ogris, številko 201 in še en udeleženec za njim prihaja prav tako iz sosednje Avstrije, to je Gerald Taberner v avtomobilu Suzuki Swift. Za tema dvema fantoma. Še zadnji metri in čas 1.37.88. Pravilno ustavljanje, ampak nekaj prebitka. Za njim pa še pripravljena dva Clio in v prvem modre barve Maja Rudolf.
25 do tega trenutka, počasi bomo že na polovici tele prve vožnje, ki jo lahko ali uporabijo oziroma izkoristijo vozniki za trening, ali pa že kar zares, glede na to, da se boste izmed 3 voženj 2 najboljši tudi upoštevali. Čas 1:43:10. Gerald Tafner. Torej pri Majo Rudolf, številka 203, Renault Clio 1.6.16.2. Ena 40, verjetno bo še nekaj sekund zraven, seveda za Majo Rudolf. Bomo videli, kje se ustavljajo ure, ustavili se bodo pod 2 minutama. 1:54:27. Pravilna zaustavitev in brez prebitka za Majo. Naslednji pa že na progi Leopold Štolcer, številko 204, Renault Clio. No, Leopold je sicer bil malo prej pripravljen, ampak očitno je mogoče prišlo kaj ove. Nekaj tehničnih težav z njegovim avtomobilom. Tako da tale trenutek gledamo številko 205, Jacques Zimpermann v Peugeot 106. Tudi Jacques je imel nekaj problemov na štartu, eto bo tole pomenilo še kako sekunde zraven. Peugeot 106 za volanom Jacques Zimpermann. Naslednji pa že pripravljen Vinko Hroval v avtomobilu Peugeot 206 S16. Čas 1:41:02. Cyril Vezonik, no tale trenutek pa številka 206, Vinko Hroval. Štartna številka 206 in tudi avtomobil oziroma model Peugeot 206, Vinko Hroval, za njim pripravljen Cyril Vezonik, prav tako še en Peugeot 206, tokrat pa se ura ustavlja pri 1:37:83 in tudi brez pribitka s postavljenim najboljšim časom. Ampak glede na to, da tisti športni avtomobili še prihajajo, ne dvomimo, da bodo nekateri tekmovalci tale čas še presegli. Cyril Vezonik, številko 207 pa na progi, naslednji pripravljen številko 208, Aleksander Ramšak, Renault Clio 1.6.16.2.
Ciril Vezonik, kje se bo ustavila ura pri 41:26. Bomo videli, ali je Leopold Stolcer uspel urediti avtomobil, se lahko po progi zapelje njegov brat Franjo Stolcer kot naslednji, ampak še čakamo, ali Franjota ali pa že naslednjega Andreja Založnika zapelje tudi po progi. Tole se vidi, da bo prvi avtomobil s pogonom na vsa 4 kolesa na današnji prvi vožnji. Aleksander Romšak, njegov čas 1:59:97 in brez pribitka za Sandija. Še vedno smo v kategoriji serijskih avtomobilov na 1400 kubičnih centimetrov in že dalje avto, ki ga gledamo, mu kot serijskemu zagotovo ne manjka konjev. Kot naslednji pa že na štartu pripravljen Matjaž Kolar, BMW 328i. In s vožnjo Matjaža Kolarja se bo tudi zaključila kategorija oziroma 1:14 do tega trenutka. Je že pri vhodu v zadnje parkirišče. Tudi Andrej Založnik je redni gost tukaj avtoslalomov na Ivarčkem medu. Se je pa že tudi prepetilo, da je imel kakšne tehnične težave, ampak danes ne kaže tako. Zaključuje Andrej Založnik s časom 1:38:28. 328i. Če smo skozi vse tiste vožnje, ki smo že gledali vozila z sprednjim pogonom, pa malo prej vozilo s pogonom 4x4, tokrat BMW 328 z zadnjim pogonom. Kaj je boljše, ali spredaj ali zadaj, vedo tekmovalci sami. Ura se ustavlja pri 1:47:03. Štartna številka 302, torej še vedno na progi, pa Ernest Debelak. Številka 301, že 50 sekund. Ernest Debelak, tole bo predčasno končanje. In kako se sliši štart, vozi v razredu športnih avtomobilov do 1:4.
Tuno Turbo. No, še zadnje parkirišče pa torej za Ferdinanda Lošinga. In čas, pri katerem se ustavlja ura, je 1:39, brez prebitka, s pravilnim zaustavljanjem. A112. To je Teo sporoča, da je pripravljen, Nate Roaming zaključuje in ena in tako kot ti treba. Ja, če smo že kar parkrat in nekajkrat omenili, da vsak podrt stožec pomeni 2 sekundi, nepravilno ustavljanje na cilju pomeni še pritek 10 sekund. Ja, še enkrat omenjamo, Nate Roaming postavil najboljši čas do tega trenutka. Tudi tole pogled na uro pri vmesnem času nakazuje na dober čas. Teo Branc. Nažalost, 1:37:95. Še malo nekaj pribitkovalci in gledalke nahajate za njimi, da potem seveda ne bo kakšnih problemov. Rok Lešnik, številka 105, oziroma 305, Honda Civic. Na progi za njim pa že pripravljen Rudi Mesarec, Auto Bianchi A112. Še nekaj jih je voznikov v tej kategoriji športnih avtomobilov do 1400 kubičnih centimetrov. Ena 22 do tega trenutka za Roka. Rumeno-črna Honda Civic se bliža ciljni črti in čas 1:41:69. Rudi Mesarec, Auto Bianchi A112, potem bomo enega takega še videli za njim, prav tako še Auto Bianchi A112 prihaja za volanom pripravljen Rado Roaming, ki že segreva motor. Rudi Mesarec pa še na zadnjem parkirišču, še nekaj zadnjih zavojev bo tole. Samo še v levo in kje se ustavljajo ure? 1:33:06. Brez podrtih stožcev in močni avtomobili so očitno tole Rado Roaming, številko 307. No, seveda, današnje prireditve ne bi bilo brez sponzorjev, ki so omogočili današnji 18. turistični avtoslalom, in to so Monter Dravograd d.o.o.,
Tami Tatjana Koprivnik SP, Tovski vrh pri Meslini, Komod, Jaga Baba, Šola vožnje Felix, prevozništvo in najem kombijev, David Prater SP, prevozništvo Zdravo Lesjak SP in nadaljujemo čez nekaj trenutkov, kajti bliža se cilju Rado Romi, Avtovijanči A112, tudi tole bo dober čas, sicer ne najboljši. Ura se ustavlja pri 1:34:27. Radio Laser. Zelo hvala vsem pokroviteljem in sponzorjem, ki so današnji 18. turistični avtoslalom tukaj na Ivrčkem tudi omogočili. Mimogrede, gledamo vožnjo Roberta Srca. Robert je še zadnji v tej kategoriji športnih avtomobilov do 1:4. Sedaj prihajajo samo še tisti, ki so čez 1400 kubičnih centimetrov. Zastava Jugo. Robert Serec je tole v avtomobilu Renault 5. Še nekaj zadnjih metrov za Roberta. 1:37:62. In za volanjem Matej Čanšek. Tale Jugo ni čisto originalen, kot tudi ne naslednji, ki prihaja in ki je že pripravljen na štartu, Fiat Uno in za volanom Mihael Tupinger. Štartna številka 403. Še 10 voznikov, oziroma 9 voznikov in ena voznica in glede na to, da prihajajo še tisti športni, še močnejši avtomobili, zna biti, da bo tale znamka predstavljena še malo nižje, no zagotovo ne pri vožnji Mateja Čanška. Že tale trenutek smo pri 1:40. No, kot lahko slišimo in slišite, tale zastava Jugo, podkrepljen tudi s turbom, 1:50:29. Leta je Mihael krovil Samburg tukaj na tem turističnem avtoslalomu. Bomo videli, kako bo letos. Tudi tale Fiat Uno Turbo, torej očitno zelo okreten na tele postavljeni progi. Za volanom pa seveda Mihael, štartna številka 402, tudi Mihael prihaja iz sosednje Avstrije. Za njim pa pripravljamo. Pri vhodu v zadnje parkirišče ura 1:11, kar pomeni tudi tole bo odličen čas, če ne kar najboljši, ki ga bo postavil Mihael Tupinger. Ena 29:77, brez prebitka in tole je Die erste Platz. Sedaj spremljamo na progi Tomaš Guzej. Najboljša znamka torej do tega trenutka oziroma najboljši čas 1:29:77. Ena 32 do tega trenutka. Tomaš Guzej, Volkswagen Golf MK1, naslednji pa pripravljen Samo Uran, BMW E30. Športni avtomobili nad 1:4 so tisti, ki jih gledamo. 1:47:49. Nadzorom sodnikov, to
pomeni še dodatnih 10 sekund. Samo Uran, BMW E30. Spremljamo tako vožnjo. Na štart. Še nekaj trenutkov do štarta Sanje Paradiž. Štartno številko 405, samo Uran pa počasi zaključuje. Še nekaj zadnjih metrov in njegov čas. 1:37:60. Brez pribitka. Ja, vidimo lahko, da tudi puncem tole vrtenje volana ne dela nobenih problemov. Verjetno si organizatorji želijo, da bo naslednje leta še malo več deklet za volani. Tokrat bo torej na progi Sanja Paradiž, Honda Twig. Ja. Sanja Paradiž zaključuje in njen čas 1:50:38. En modern stožec, dodatni 2 sekundi, bilo Renault 5. Tudi tole bo soliden čas, 1:14, ko se je Matej zapeljal na zadnje parkirišče. Ura se ustavlja pri 1:34:45, brez podrtih stožcev, brez pribitkov. Luka Škofin na zadnjem parkirišču. No, tole prvo in drugo vožnjo bomo gledali po štartnih številkah, da bo še bolj strah, predvsem pa dramatično in da se bo še malo stopnjevalo. Tretja vožnja bo sledila počasi, od tistih malo slabših do najboljših. 1:40:17, brez pribitka, Luka Škofin. Samo še nekaj voznikov nam je ostalo v tej prvi vožnji.
Tomaž Serec je na zadnjem parkirišču. Tole bo čas okoli 1:35 oziroma še kakšno sekundo manj. Za Tomaž naslednji je pripravljen Jernej Jemravljak. 1:34:22. Na štartu že pripravljen Rok Kortančnik. Štartno številko 410. Prepoznali ga bomo in boste po beli petki in nalepljeni na Ivarčkem dosedem več prvih testih. Bomo takrat napovedali in omenili, ko bo čas za to. Sedaj gledamo vožnjo Jerneja Jemravljaka, Honda Civic. Rok Kortančnik, Renault 5 pa že pripravljen. Ena 46:35, nažalost dodatnih 10 sekund zaradi nepravilnega ustavljanja. Rossi, Rok. Ja, drage obiskovalke in obiskovalci, tegale fanta, tegale voznika smo malo in odbijajo ali po Sloveniji, ali po Avstriji. Rok Kortančnik, še zadnji metri. Ne bo to ravno najboljši čas. 1:35:37 do tegale trenutka. Malo počasi je tole. V naslednjih tekmah oziroma vožnjah še 200. Želimo seveda uspešnejša vožnja. Dragan Gajić je tole na progi, številko 411. Tudi tole napoveduje odličen čas. Pri vhodu po zadnje parkirišče za Dragana Gajića. Najboljši čas je malo čez 1:29. Bomo videli, kje se tukaj ure postavljajo. Tole bo boljši čas. 1:27:86. In smo že pri najboljšem času, torej postavljamo. In v progi gledamo še enega izmed zadnjih. Miha Oder je tole, član društva RG Racing v svojem BMW-ju. Prej nekaj problemov z avtomobilom, sedaj mi da je vse skupaj poštivano in porikano. Nekaj se je zgodilo, da prišlo je do mešanja dveh različnih stilov starih pozitiva. To je vse, kar me zanima, čeprav je moja pot pa težka. No, tudi tole ne bo ravno najboljši čas za Miha, oziroma za Miho. Ura se bo ustavila pri 1:46:04, pa še nekaj pribitka. 2 stožca in 4 sekunde. Glede na to, da se za tole vožnje zaključuje prva današnja vožnja oziroma prve vožnje vseh udeležencev in udeleženk,
Kaj preveč pauze vmes ne bo, pa čez nekaj trenutkov posvetila že druga vožnja, seveda po istih štartnih številkah, tako kot je bilo to sedaj. V tretji vožnji pa bo še malo bolj dramatično, bomo še malo stopnjevali z časi od malo slabših pa vse tja do najboljših. Daj se v progah oziroma parkiriščih. Imamo tudi mojstre drifta, ki bodo z vozilom na zadnji pogon malo prikazali in pokazali, kako lahko gre avto ne samo naravnost, ampak tudi počez. Potem pa seveda nadaljujemo z drugimi vožnjami. Franjo Štolcer zaključuje, bo pod 2 minuti, ne bo pa ravno najboljši čas, 1:51:57. In nekaj trenutkov še, pa torej bomo tudi spremljali vožnjo oziroma strokovno driftanje. Še pokazal kar na verjetno do konca skuril gume, kolikor jih je še ostalo. Franjo Štolcer v svojem driftmobilu. Ja, malo nekaj gumi je še ostalo, ali pa tudi ne. Oglašam se tukaj iz Iverčkega jezera oziroma iz parkirišča v Iverčkem jezeru, kjer je Avtomoto društvo Ravne na Koroškem letos organiziralo že 18. turistični avtoslalom, praktično neuradno prvenstvo Slovenije za turistične in športne avtomobile. Letos se je tega tekmovanja udeležilo 50 tekmovalcev, tekmovali so v 4 razredih, in sicer do 1600 kubikov turistični in športni in na 1400
turistični in športni. Prav tako je bila posebna kategorija veteranov in žensk. Tekma se je pravkar srečno končala. Tekmovalo je tudi približno 6 avstrijskih tekmovalcev, res vrhunskih. Zmagal pa je v generalnem plasmaju zopet Dragan Gajić, ki je prvak tega avtoslaloma že 3. leto zapored. Toliko iz Iverčkega in lepo zdrav in vabljeni, da se včlanite v Avtomoto društvo Ravne na Koroškem, ki trenutno šteje 1300 članov, ukvarja se pa poleg športa še z mnogo stvarmi, ki naj povečajo varnost cestnega prometa. Avtoslalom smo uspešno pripeljali do konca. Hvala vsem tekmovalcem, predvsem pa hvala vsem, ko ste pomagali na progi, pri organizaciji in predvsem, da smo sploh slalom uspešno pripeljali do konca. Opravičujem se vam za malo zamude pri podelitvi, ampak je bil tak lep dan v tem idiličnem okolju Iverčkega jezera, da mislim, da ni bil problem nobenemu počakati. Ampak ker vem, da se nekateri mudi, pa ko ste od malo dlje, najboljš, da kar začnemo s podelitvijo. Najprej prvi razred. Serijski avtomobili do 1600 kubičnih centimetrov. Tretje mesto, Blaž Uršaj, Renault Clio. Bravo! Drugo mesto, Dejan Černjak, prav tako Renault Clio. Vamo stran. In prvo mesto, Jan Cimperman, Hyundai Getz. Ovo na mizi glasite. Da? Ja. Gremo naprej. Drugi razred. Serijski avtomobili nad 1600 kubičnih centimetrov. Tretje mesto, Jacques Cimperman, Peugeot 106. A Žaka ni več. Je. Ja. Mislim, se zadržuješ. Ne, tole. Ne, mi kontra smo dali. Čestitam, izvoli. Ja. Drugo mesto, Stefan Ogris, Renault Clio. Gratuliere, Stefan. In prvo mesto, Vinko Kroval s Peugeotem. Bravo! Bravo, Vinko! Bravo! Čestitke, izvoli. Gol. Kože. Vinko, rekel si, da ga štegr dvignil. Čau. Gremo naprej, športnim avtomobilom. Tretji razred, športni do 1500 kubičnih centimetrov. Tretje mesto, Rado Romih, Auto Bianchi.
se vesel mesar. Tretje mesto, da. Kakva težka zadeva. Izvolite, čestitke. Ja, je pa nekaj posebnega. Drugo mesto, Nec Romih, Auto Bianchi. Bravo. Se ne če vlak leto ven. Čestitke, Nec. In prvo mesto, Rudi Mesarec, isto za Auto Bianchi. Sam je Auto Bianchi. Ja, čestitke. Da ti brimo, ti ne pade dole. Kaj se moramo smejati? Mene bolj na jok, In še najhitrejši. Športni avtomobili nad 1500 kubičnih centimetrov. Tretje mesto, Tomaž Serec, BMW. Kje je? Skriv se. Tomaža ni? Recimo, da mu opravičimo, ko ima dal. Ja. Drugo mesto, Mihael Tupinger, Fiat Uno. Bravo. Gratuliram je. Danke sehr. Danke sehr. In prvo mesto, Dragan Gajić, Opel Corsa. Ando her, Ando. Op, gor. Pa še Ati zadnji, pa še čestitke. Atijo, najprej. Hvala, Darjo, pozdravljam. Hvala. Evo, kdo bo prejel? Darjo bo vzel. Izvoliš. Pogledajte, sem tudi. Ati. Tu me amo šel, no? Tu peloha moj. Ja. Tudi gleda. Srednji Miško? Pravijo, da na mladih svet stoji, zato naj bo zdaj razred juniorjev. Tretje mesto, Jure Smolčnik s Hondo. Bravo. A daj se lepo smej. Drugo mesto, Nick Berlinger, isto Honda. Čestitke, Nik. In prvo mesto, Jan Zimperman, Hyundai Getz. Ja, čestitke. Daj, da vas slikam zdaj. V redu ste. Ampak ni pomembna samo mladostna hitrost, ampak tudi modrost starejših in spretnost. Prijemo do legend. Mislim, da letos je največjih razredov. Tretje mesto, Robert Serec, Renault 5. Njega. Ne. Drugo mesto, Rado Romih, Auto Bianchi. A spustimo, da ne boste starejši, pa mogli tako. Še 4 lahko skočimo, ne? Še kam da igam? Hvala. In prvo mesto, Rudi Mesarec za Auto Bianchi. Imaš tam prej, gledaj. Je to vzal do materije, no? Legenda.
Toda kaj bi mi brez naših punc? Zato so zdaj na vrsti ženske. Tretje mesto, Barbara Ramšak. Kaj se režiš? Drugo mesto, Maja Rudolf. Ja, hvala. Zato. Ljubja! Kam se zagnal? In prvo mesto, Sanja Paradiš. No, kaj što? Čestitke. Tukaj je bilo na snaku. A ga lahko lupčkam? Si tam. Ljubja. Ja. Hvala. Ajde, Klavinija. Ja ben zdaj bak si tak prepol. Aj dojdi tudi dole. Zaradi Maje Rožico. Zdrav mi pač. Kam moramo gledati? Kjer ga? Milijon slik. Hvala. Aj sinar. In še absolutno najhitrejši. Dej še enkrat, top. Tretje mesto, Rudi Mesarec za Avtobjanko. Drugo mesto, Michael Tuplinger, Fiat Uno. Zweiter Platz, General. Danke, danke. Ja. In prvo mesto, Dragan Gajić. Zdaj pa že eksperti. Hvala, hvala. Jaz. Hvala, zdaj pa ta mali vzel. Oli. Bravo. Bravo! Ja, ti bo skrbno za vsakega. Pa za Vintarje. To so naslednici. Kaj devojci? Pomahi, no. Dario. Pomahi. Boste te malo poslala ali pa uploada, kar na. Še enkrat čestitke vsem dobitnikom, čestitke vsem udeležencem za uspešne vožnje. Hvala vsem, da ste prišli, še enkrat hvala vsem, ki ste na tak ali drugačen način pomagali. Pa se vidimo naslednje leto na 19. turističnem avtoslalomu Ivarčko. Še pokazal kar na verjetno dokončno študiju gume, kolikor jih je še ostalo.